tokratni razstavi v Kino Šiška se predstavljam za razstavo Die Drohnen. Pri tej razstavi tematiziram tehnologijo, tematiziram tehnološki napredek, isto tako ideološki napredek in ga postavljam pod vprašanje. Ali gre tu za napredek ali samo za kopičenje nove tehnologije, ki se potem lahko prodaja in pripomore k nadzoru in kontroli množic. Predvsem so predstavljena slikarska dela. Slikarstvo me že od nekdaj zanima kot tako, ker se mi zdi kot nek dokument zgodovinski, ima blazno dolgo tradicijo in zanima me pravzaprav, kaj se danes lahko sploh še pove za sliko, za klasično sliko. In pri tej stvari mi je ravno ta moment zanimiv, se pravi neka sodobnost, novi mediji in ta star arhaični dokument, kot je slikarstvo. Sodobnost, sodobne prizore na sliki dobim z nenehnim iskanjem po digitalnih medijih, po računalnikih, iskanjem ne samo vsebine, ampak tudi estetike. Digitalni mediji imajo neko posebno estetiko in temelji na svetlobi in na barvi, na neki privlačnosti, točno določeni privlačnosti, ki nekako usmerja gledalca in mu odvzema pozornost. Svetloba tudi nekako ponazarja nek drug svet, se pravi, to ni svetloba dnevna, se pravi svetloba sonca, ampak je svetloba LCD ekrana, digitalna svetloba. In ta me pravzaprav slikarstvo zanima kot osrednji vizualni moment. In to pa nekako iščem z temi kontrasti, naprimer zeleno-rdečimi simultani kontrasti, ki so potem zelo fino naravnani do te točke, da pride do neke vibracije. In ta vibracija potem deluje na oko invazivno in se najbolj približa tej digitalni svetlobi. Druga stvar, ki me zanima pri slikarstvu, je seveda vsebina, ker mogoče je to edino, kar lahko pridonese k svežini samega medija. Kot sem prej že omenil, tematiziram tehnološki napredek in razvoj. Pri tej konkretni razstavi sem se osredotočil na drone, ki so pač nek dokaj nov pojav, mislim ne tako tehnološko, ampak nov pojav, kar se tiče prepoznavnosti te tehnološke iznajdbe. Kajti ta izdelek lahko najdemo že v prodajnih katalogih, poleg vseh stvari potrošniških, ki nam jih ponujajo. Se pravi, da gre za eno zelo tako popularni izdelek. Omogoča pa vse različne možnosti uporabe te tehnološke iznajdbe. Najbolj pogosto je seveda snemanje in nadzorovanje okolice. Seveda pa ne moremo mimo vojaške zlorabe tega izdelka. Se pravi, ima bi lahko rekel, en pozitiven in negativen element. In predvsem vsaka nova taka iznajdba se potem izkorišča v neke čudne namene. In tudi ta forma tega izdelka mi je zanimiva. Predvsem pa zanimivo tudi to, da kot ta izdelek, se pravi ta leteči objekt, ima v sebi kamero in za to kamero nekdo sedi. Se pravi, to je v bistvu neko leteče oko, nek predmet, za katerim stoji nek človek. In se pravi, poosebljeno, skoraj že kot neka umetna inteligenca, ki ima za sabo človeka.
Seveda to zelo pelje k neki futuristični varianti, kako smo si v preteklosti predstavljali prihodnost. Seveda avtomobili še ne letijo po zraku, ampak je pa to zelo blizu. Mislim, da bo kmalu tudi prišel čas, ko bodo taki droni vzleteli tudi za človeško posadko. Mislim, to že obstaja, samo ne pogosto, to je samo so posamezni primeri. Pogled sem usmeril iz človeka, ker sem nekako tukaj poskušal naslikati vidik posameznika kot nadzorovanca, kot nadzornika, se pravi, človek je od spodaj in gleda te izdelke gor, ni pa pogleda direktno iz drona na prostor. Se pravi, lahko bi tukaj, če imamo žrtev in napadalca, potem lahko rečemo, da slike gledajo iz strani žrtve. Seveda v prenesenem pomenu, tako da v bistvu lahko vidimo, da imajo droni predvsem na teh slikah nek moment, ki mogoče simulira neko grožnjo ali predstavlja grožnjo ali simbolizira grožnjo, predvsem v množičnosti tega elementa na sliki. Ta množičnost tega elementa na sliki v bistvu lahko simbolizira neko invazijo nečesa neznanega, ki predstavlja neko grožnjo, ki pa pravzaprav ne razumemo. Mogoče se približa temu sci-fi momentu 60-ih let letečih krožnikov, ki so burili domišljijo dolgo desetletja in pravzaprav noben točno ni vedel, česa se bojijo. Ampak zanimivo je, da te elementi v množični pop kulturi se pojavljajo ponavadi, se pravi, momenti, kot so leteči krožniki, invazija nezemljanov in podobnih zgodb, se ponavadi dogajajo v nekih kriznih razmerah, ko se ta čas dogaja po svetu, naprimer Druga svetovna vojna in takoj po drugi svetovni hladna vojna in seveda sovpada z popularnostjo invazije letečih krožnikov in nezemljanov v to obdobje. In mogoče ni naključje, da ravno danes zopet nekako je popularno, bi lahko rekel, ta strah, popularen strah pred neznanim, ker se nahajamo v nekem času, ki je zelo nedorečen in problematičen, kajti ne vemo, kdo je pravzaprav sovražnik, kdo nadzoruje, kdo je nadzorovan. Živimo v neki sivi coni udobja, ki je pa pravzaprav produciran z nekim potrošniškim udobjem. In dokler nas nekdo, ali so to konkretni ljudje v ozadju, ali je to že nek avtomatiziran sistem, dokler nas ta hrani, potem živimo v nekem miru in sožitju, ampak vedno pa ostaja ta nek strah, ki se seveda kaže z nekimi konkretnimi primeri, kot so teroristični napadi, ki nekako poskušajo upravičiti strah in ga izkoristiti v določene namene, destabilizacije, in to lahko počne pravzaprav vsak. Terorizem seveda ni samo to, kar vidimo v medijih, je še marsikaj drugega, tudi bolj podtalnega. Pravzaprav gre pa pri vsem skupaj za nek nadzor. Ozračje na slikah je vedno difuzno. Se pravi, svetloba ni dorečena, se pravi, ver svetlobe ni dorečen. Mogoče malo deluje na onesnaženje, kadar pride do močnega onesnaženja, se zgodi neka rumenkasta, močna difuzna svetloba. Hkrati ob kakšnih naravnih katastrofah, izbruhov vulkana, jedrskih eksplozijah in tako naprej se pojavi neka čudna svetloba. In pravzaprav me ta svetloba nekako zanima, ker nakazuje na neko nenavadno okoliščino, ki se dogaja v
v okolici in ja, pravzaprav spodbuja zopet ta nek strah, ne, pred onesnaženjem, prav tako pred neko katastrofo. Pri svetlobi me predvsem zanima, kako nekako na sliki prikazati digitalnost, in to sem nekako uspel prikazati z določeno popačenostjo, ki se na teh slikah vidi, in nekako deluje kot da bi šlo tu za ekspresionizem, ampak ne gre za te vrste popačenosti, predvsem namenska digitalna prežarčenost podob, ki jih potem naslikam take, kot so nekako na ekranu. Hkrati deluje potem zelo groteskno, kar mi je pa tudi všeč, kar pripomore k nekako vsebinski ojačitvi tega ekspresije na sliki. Slike so ponavadi nekako monumentalne in zadržane, ne, ampak kričijo do znotraj. Mogoče tle ta ekspresivni moment, ki me zanima in ki ga dobim seveda za to digitalno popačenost. Znanstvena fantastika iz obdobja 60. in 70. me je vedno fascinirala iz nekega tega estetskega vidika. Mogoče je to tudi en razlog, zakaj iščem te prizore v starih fotografijah in filmskih prizorih, ker so takrat pač je bila neka posebna estetika. Hkrati vsebina, ki je mogoče danes aktualna, je bila tudi že za časa druge svetovne vojne izredno aktualna, in to so te režimi, ne, kot je fašizem in komunizem. In veliko slik zadnjega obdobja nekako vsebujejo akterje, kot so Hitlerjugend ali pa mladina, socialistična mladina, ki nekako koraka ali tekmuje med sabo. In to nekako, zakaj sem se osredotočil na te režime, je predvsem, ker bi rad opozoril na prihod ali pa na nevarnost prihoda zopet teh mračnjaških načinov razmišljanja, ne, ki se prikradejo lahko kadarkoli, predvsem v nekih kriznih situacijah. In kar me pa še bolj moti, da se jih tolerira, ne.